Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani brati in sestre, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši, ki jo bomo danes darovali tukaj ob tem dogodku, ko je blagoslovljena ta prenovljena vežica. Stotni spev nam danes pravi: Gospod je moja luč in moja rešitev, zato se ne bojim nikogar. Lahko rečemo, da je primerna misel psalmista prav na tem mestu, kjer smo. Kajti, če se človek zaveda, da je Gospod naša rešitev, naša luč, potem se nam ni treba bati tudi smrti, katera nas v našem zemeljskem življenju čaka. Gospod je tisti, ki nas krepi, ki nam daje moč, ki nas opogumlja na poti življenja. S hvaležnostjo za to in tudi za pridobitev te prenovljene vežice bomo darovali to najsvetejšo daritev, pred katero priznajmo in obžalujmo vse naše grehe. Samokončnemu Bogu. Brati in sestre, priznam, da sem grešila, v misli, besedi in dejanju, mnogo dobrega, poslušnega, slabega storila. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Trojico Marijo, skrbnega in skrbnike, in tudi vas, prosite zame, pokvarne greškega očeta. Posmilite nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se.
Molimo. Nebiški Oče, Ti nam deliš se dobrote, zato zaupanjem prihajamo k Tebi. Navdihuj nas in vodi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. O našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občinstvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Potem, ko je Adam jedel od drevesa, ga Gospod Bog poklical in mu rekel: Kje si? Rekel je: Slišal sem tvoj glas v vrtu, a sem se zbal, ker sem nag in sem se skril. Pa je rekel: Kdo ti je povedal, da si nag? Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti pripovedal jesti? Človek je rekel: Žena, ki si mi jo dal, mi je dala z drevesa in sem jedel. Gospod Bog je rekel ženi: Zakaj si to storila? Žena je odgovorila: Kača me je zapeljala in sem jedla. Gospod Bog je rekel kači: Zakaj si to storila? Bodi prekleta med vso živino in vsemi živalmi okolja. Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On ti bo glavo strd, ti pa boš ležala na njegovo peko. Poslušali smo Božjo besedo. Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve. Iz globočine, ko Gospod kličem k tebi, Gospod, usliši moje klice. Tvoja ušesa naj poslušajo glas moje ponižne prošnje. Če boš gledal, o Gospod, na krivdo, Gospod, kdo bo moral obstati? Toda pri tebi je odpuščanje, da bi ti v spoštovanju služili. Upam Gospoda, moja duša upa. Čakam na njegovo besedo, moja duša čaka Gospoda, bolj kako stražarji na jutro. Bolj kako stražarji jutro, naj Izrael pričakuje Gospoda. Zakaj pri Gospodu je dobrota in njem je obilje rešitve. On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Verujem, zato govorim. Verilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratja in sestre, ker imamo istega duha vere, kakor je pisano, veroval sem, zato sem govoril. Tudi mi verujemo in zato tudi govorimo. Vemo namreč, da bo tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil predse. Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje za Božjo slavo. Zato ne omagujemo, nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja vse čez vso mero zvišeno večno bogatstvo slave. Ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Vemo namreč tole, če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v nebesi zgradbo od Boga. Hišo, ki je niso naredile roke in je večno. Božja beseda.
z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni pri sebe. Pismoki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: Belcebub ga je obsedal in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove. Tedaj je poklical k sebi in jim prispodoba govoril: Kako more Satan izganjati Satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej Satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja. Če močnega ne zveže, šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Resnično povem vam, človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja svetega duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil. To je povedal, ker so govorili: Nečist duh ga je obsedel. Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje, stali so zunaj, poslali pon in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo. Odgovoril jim je: Kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. To je Kristusov evangelij. Dragi gospod župnik Jože, spoštovana gospa županja, vsi gostje, ki ste danes tukaj, in seveda vsi, dragi bratje in sestre. Najprej iskrena hvala za današnje povabilo. Sem vesel, da lahko danes ne samo prisostvujem tej otvoritvi nove vežice, ampak tudi darujem sveto mašo. Vse je to v Ločkem vrhu, ne? Če tako vzamemo v mojem kraju. Ko sem razmišljal, o čem naj danes pregovorim, in sem bral Božjo besedo današnje nedelje, in ko sem prebral drugo berilo, se mi je zdelo, da je apostol Pavel te besede zapisal prav za nas danes tukaj, ko smo zbrani. Čeravno jih je pisal pred 2000 leti skoraj Korinčanom. Kaj pravi apostol Pavel v tem pismu, če smo bili pozorni? Apostol pravi, da naše telo z leti razpada, počasi umira. Pravi, je naravni proces v našem življenju, da človek po svoji mladosti, ko pride v leta, začne telesno pešati. In da nas ta proces pripelje do tega, da seveda nekega dne naše telo umre. In ko naše telo umre, takrat
kot ljudje čutimo potrebo, da se od človeka dostojno poslovimo. In dostojno posloviti od človeka se pomeni, da smo zbrani ob njemu. Da opravimo tako imenovani proces žalovanja. Ko gledamo mrtvo telo, naj bo to svojih staršev, naj bo svojih bratov, sester, sorodnikov, prijateljev, dobrotnikov, nam prihaja na misel njihovo življenje. Vse tisto lepo, kar smo z njimi doživeli skozi naša leta. Človek takrat čuti hvaležnost, da se zahvali. Temu človeku, čeprav je mrtev, pa vendar želimo na nek način izpovedati, da smo veseli in srečni, da smo lahko skupaj z njim živeli, skupaj z njim tudi veliko lepega in dobrega doživeli. Mož ob ženi, žena ob možu, otroci ob starših, mogoče tudi starši ob svojih otrocih. Koliko življenjskih zgodb, koliko lepega. Ali ni v našem srcu lepo, če lahko v pokojnem razmišljamo o vsem tem lepem in da se v našem srcu pojavi hvaležnost in zahvala Bogu. Morda so bili tudi težki trenutki, ki nas bolijo v našem srcu in jih nismo uspeli rešiti v polnosti. Ali ni trenutek, ko smo v našem dragem pokojnem, da lahko takrat iskrenosti prosimo za odpuščanje tega našega dragega pokojnega, čeprav ne more več govoriti. Pa vendar lahko izrečemo prošnjo, naj bo odpuščeno, naj miro odhaja v večno življenje. Dragi bratje in sestre, to je tisti, bi lahko rekli, čisto človeški trenutek poslavljanja od naših dragih. Apostol Pavel pa nas danes hoče opozoriti še na tisto drugo dimenzijo, ki je pomembna in bi jo naj upoštevali kristjani. Kristjani verujemo v večno življenje. In kaj pravi apostol? Tako kot naše telo počasi umira in bo prišel čas, ko bomo umrli in bomo položeni v zemljo, tako naše duhovno telo, naše duhovno življenje vedno bolj raste in se širi, se razvija. Vse od trenutka, ko smo bili krščeni, smo postali Božji otroci. Od takrat naprej naše Božje otroštvo, Božje življenje raste. Koliko si človek za to prizadeva? V svojem odnosu z Bogom, preko sakramentov, preko svete maše, preko molitve, vse to so tisti trenutki, ki nam pomagajo, da duhovno rastemo. In torej pride tisti trenutek, ko naše telo umre, da prestopimo ta prag našega telesa, ki nas utesnjuje tukaj na zemlji,
v tem večnem življenju. Takrat se v polnosti razvije naše večno življenje. Takrat doživimo to, kar verujemo, da verujemo v večno življenje, da bomo zbrani skupaj z množico svetih, slavili našega Očeta v nebesih. To je naša vera, to je naše upanje. Apostol Pavel nam pravi, če tega ne verujemo, večno življenje, potem smo najbolj nesrečni ljudje na tem svetu. Ker tukaj nekaj verujemo, hočemo nekaj zapovedi izpolnjevati, potem pa ne verujemo, da bomo zato deležni večnega življenja. Naše telo duhovno torej raste in se širi in v prehodu iz zemeljskega v večno življenje zaživi tisti polnosti. Postane podobno poveličanemu Kristusovemu telesu, takšno, kot je bilo njegovo, ko je vstal od mrtvih. Dragi brati in sestre, ta naša vera ima zelo pomembno vlogo prav v trenutku tukaj v Vežici, ko leži telo našega dragega pokojnega. Čeprav telesno žalujemo, kar je normalno. Vendar po drugi strani nam ta vera daje upanje, da ta naš dragi ni umrl zavedno, ampak da prehaja iz zemeljskega v večno življenje. Da bomo tudi mi, ko bomo umrli, se pridružili tem množici in skupaj z njim živeli večno življenje. In vidite, dragi brati in sestre, dve stvari se mi zdita zelo pomembne, ko naši dragi umirajo. Če jih storimo, potem smo tukaj v tem prostoru ne samo žalostni, ampak hkrati tudi srečni. Če našim dragim ranjenim, preden umrejo, omogočimo, da opravijo sakrament svete spovedi ali prejmejo bolniško maziljenje ter sveto hajilo. Zakaj? Kaj lahko človek lepšega doživi in kaj ga lahko bolj osreči v tistem trenutku njegove smrti, ko umira in nima več nobenega zemeljskega upanja, ko sliši, da mu duhovnik reče: jaz te odvežem tvojih grehov. Tvoji grehi so odpuščeni, pojdi v miru. Ali ni to neskončna sreča? Moja duša je čista. Še več. Če prejme sveto hajilo, duhovnik reče Kristusovo telo. Jezus pa nam pravi, da je to hrana za naše večno življenje. Torej, če prejme hajilo, pomeni, da se nahranijo s hrano, ki mu bo omogočila večno življenje. Vidite, dragi brati in sestre, če v tem tako svetem prostoru, za nas kristjane je to sveti prostor, Vežica, tudi na tem področju naše vere, tako nekdo zaključi svoje življenje in mu pri tem pomagamo. Potem ob žalosti doživljamo tudi tisto veselje, ker smo mu omogočili, da so mu izbrisani grehi, da je prejel hrano za večno življenje, se pravi, da smo mu pomagali, da bo stopil med množico svetih. To je tisto, kar bi naj v tem prostoru doživljali.
veselje, da smo nekomu pomagali na poti večno življenje. Hvaležnost za vse tisto, kar nam je v življenju storil in kar nam je s svojimi darovi, ki jih je imel, podaril. Zato, dragi brati in sestre, želim, da bi prav v tej veri stopali v ta blagoslovljeni prostor slovesa od naših dragih krajnih, njihovih teles, ki bodo pokopana tukaj na našem pokopališču. Kako nam vera pravi, tukaj čakajo nastajenje od mrtvih, ko bodo stopili v večno življenje. Naj bo torej ta prostor naše vere, našega zaupanja, da nas Bog vodi po poti večnemu življenju. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta, Božjega, Stvaritelja nebesa in zemlje, vseh in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinega Sina Božjega, ki je zročil pred vsemi veki, in njegov od Boga, dušo duši, pravi Bog od pravega Boga, rojenega stvarjen, enega Kristo zročilo, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zaničanja prišel iz nebes in se odresil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, ki je tudi križan za nas, od Poncija Pilata je trpel in bil grob položen in tretji dan je mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slaviti skozi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in od svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih, eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznamo in krst, odpuščanje grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje prihodnjih vekov. Bratje in sestre, Jezus naš odrešenik nas je osvobodil greha, da bo njegovo odrešilno delo tudi danes učinkovito, ga zaupno prosimo. Jezus, Božji sin, premagal si hudega duha. Ukrepi tudi nas, da bomo premagali zla in delali dobro. Prosimo, da usliši nas. Cerkev je tvoje kraljestvo pred nami. Naj služabnike Evangelija napolnjujeta tvoja modrost in ljubezen. Prosimo, da usliši nas. Ti ljubiš vsakega človeka. Naj s tvojo pomočjo spoštujemo drug drugega in vsakem človeku gledamo brata in tebe samega. Prosimo, da usliši nas. Življenje je velik Božji dar. Pomagaj zakoncem in tistim, ki se na družinsko skupnost pripravljajo, da bodo zvesto sodelovali pri posredovanju življenja. Prosimo, da usliši nas. Ti si vstajenje in življenje. Naj v moči tvojega vstajenja naši rani uživajo nebeško slavo. Prosimo, da usliši nas. Jezus, naš Bog, te in še mnoge druge želje polagamo danes na tvoj oltar. Posliši, da bomo lažje hodili za teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Thank you.
Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospoda ide iz svojega roka, hvala in čas svojemu imenu, pravi tudi nam vse svoje sveti cerkvi. Bog naš Oče, dobrotno gleda svoje ljudstvo, ki se zbralo k tvojemu svetemu opravilu. Sprejmi, kar ti prinašamo in pomnoži našo ljubezen po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod s vami, viško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in osmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoje velike dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanje na vstajenje, vseh krajnih iz družin Horvat, Benko in Gajšek, Renega Slavka Negilko, Marjana Horvat, Jožefa Benka in prošnje tudi za zdravje, Renega Tuneka, Anike, Lojzeka, Slavka, pokojne pevce, govornike, Zvonka in vseh drugih župnijskih sodelavcev, in vsi ljudi, ki so umrli tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vsi, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
o Chrystusu, z Chrystusami, o Chrystusu, Ciebie Wszemogocznemu Bogu Ojczytu, Ojczyństwo Świętego Ducha, wszechczasny sława, na vse wieke wieków. Dragi bratia in sestre, Vežica je tudi kraj miru, obenem pa kraj molitve za naše drage rajne. Vera nas uči, da našim dragim rajnem lahko pomagamo s molitvijo. Za nje molimo, prosimo, da bi bili očiščeni grehov, kolikor je potrebno, da bodo lahko v polnosti živeli večno življenje. Zato na tem mestu vedno radi molimo za naše drage, se jih spominjamo in prosimo Boga, da jim bo milostljiv za vse njihovo življenje, za opustitve, morda tudi slabo, kar so storili. Danes bomo skupaj molili za vse naše drage rajne, ki počivajo na tem pokopališču in prosili, da bodo tudi oni v nebesih naši priprošniki. Otče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas tega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, posmilja nam pomagi, da se bomo varovali griha in pomovali pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoja oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti spremaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Potrdi o umiranju, vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Naj bo torej ta gostovilni prostor resnično kraj miru za nas in za naše drage rajne, da bodo mirno odhajali v večno življenje, mi pa da bomo sebi čutili mir, da smo storili, kar je bilo v naši moči za njih. Znamenje za ta trud, za to prizadevanje in željo, da tukaj ohranjamo ta mir, si podajmo roke. Prijdite
Molimo. Nebeški Oče, pravilno močjo tega zakramenta nas reši smote in greha in vodi nas, da bomo pravično živeli po Kristusu našem Gospodu. Danes je 10. nedelja med letom. Jutri goduje Bogomil Polski škof, v torek Barnaba apostol, v sredo je Eskil Močenec, četrtek Anton Padovanski redovnik in cerkveni učitelj, v petek Valerij in Rufin Močenca, v soboto Vid Močenec. Prihodnjo nedeljo bo 11. nedelja med letom. Sveta maša v prihodnjem tednu, jutri v nedeljo zjutraj ob 7. podober namen, v torek zjutraj ob 7. za pokojno Marijo Zelenikovo obletnice, pokojno Marijo Muršec, pokojna dva brata in pokojne starše Muršec. V soboto zjutraj ob 7. za pokojne starše Julijano in Rudolfa Kolarič, pokojnega Branka in pokojnega Damjana. In v prihodnjo nedeljo zjutraj ob 7. za žive in rajne župljane ter dobrotnike in v 10. uri za pokojnega Alojza Fuchsa v obletnice in pokojne sorodnike. Molimo za mir in prenehanje vojn ter za vse preizkušene, pomagajmo po svojih močeh. Veruka pri njih so počitnice, če pa kdo še treba, da kaj uredi, pa naj to skupaj starši, torej uredite do prihodnje nedelje 16. junija, torej tisti, ki niso imeli nalog ali kaj drugega, kar bi bilo potrebno, da uspešno torej veruk tudi zaključijo. Srečanje za starejše in bolne bo prihodnjo nedeljo pri 10. sveti maši, priložnost za sakrament svete spovedi, bolniškega nasiljenja, potem pa po maši se srečanje veručne učilnice, torej starejši in bolni lepo vabljeni, pa omogočite jim, da se nam torej pridružijo. Preteklo nedeljo smo obhajali telovsko procesijo, prav lepa hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način sodelovali, torej pevce, ministrantom, vsi, ki ste nosili lepo, svečarjem in vsem drugim sodelujočem, torej bo povrnil. V soboto ob 9. uri bo srečanje animatorjev za oratorij mladi, torej lepo vabljeni. Oratorij bo za obe župni od 27. do 30. junija. Otroci lepo vabljeni, starši prosim prijavite jih. Prijavnice so tudi na spletni strani župni. Čiščenje in kršenje prihodnjem tednu iz Trnca. Verski tisk Nova številka družine je na voljo tudi glas župnije, ki ga boste potem lahko po sveti maši tudi prijeli. Tako so v današnji slovesnosti tega blagoslova in tega otvoritve, torej obnovljene vežice, nove poti, prav lepo, torej zahvalim, gospa županja, poklone za to, da ste to izpeljali. Že kar nekaj časa se je o tem govorilo, sedaj pa mislim, da smo lahko res vsi veseli, zadovoljni te nove, torej poslovilnega prostora v naših krajini. Mislim, da lahko damo aplavz tudi sedaj. Prav lepa hvala tudi patru Milanu, Bog te povrne, da torej vsi danes vodijo to bogoslužje, svete maše nas nagovorijo, pa tudi patri ste velikokrat vabljeni, da priskočite na pomoč tudi ob teh priložnosti poslavljanju od naših rajnih. Dve čisto na kratki stvari bi morda ob tej priložnosti rad izpostavil. Leta bodimo pozorni, to, kar se je zgodilo sedaj v času po koroni. To se poslavljamo v naših rajnih, samo še tiste 2 ure, včasih pred pogrebom namenjamo, pa se je zgodila tista lepa večerna molitev, vse 2 večere. Skušamo povrniti to nazaj, tudi v ta prostor. Vse bomo torej mogli 2 večeri vztrajati v njih, pa tudi žaro ali krsto, da že takoj pripeljejo, ne 2 ure pred pogrebom. Vse je dovoljni prostor, dostojni prostor in naj bodo med nami.
Druga stvar pa, ker je torej žarni grobovi in pa žare, začnimo razmišljati v tej smeri, da bi tudi žare položili torej v zemljo. Smo govorili z direktorjem Majer, so že takšne žare, ali les, ki je hitro razgradljiv, tudi nenazadnje plastika je razgradljiva, še bolj primerno več bil to karton, pa se tisti neki grob izkoplje, se žara položi tja s pepelom pokojnika in tam bomo lahko rekli, kot pravi uprednik v poslavljanju naših krajnih vzemi zemlja, kar je tvojega, Kristus naj vzame, kar je njegovega, telo je zemlje, duh pa je od zgorja dihnen. Ker se sprašujem, kaj bo čez žarami, čez 20, 30, 50 let, kje bodo končali? Tisti jaški se bodo verjetno nekaj od nekaj, se grobove, sem pa tja zamenjuje z drugim lastnikom, tudi praznili. Če bi pa na ta način poskrbeli, pa bomo vedeli, tukaj počivajo v tem grobu, je torej tudi upepeljeno telo, če že mora biti, čeprav še bolj krščansko je vedno, torej krsta in telesom, torej pokojnika. Začnimo razmišljati, torej tudi morda kaj naredimo v tej smeri, da torej naše rajne ohranimo in jih res kot zemeljsko izučimo zemlje, po veri in duhu, pa večnemu življenju, tudi molitve in svete maše. Prav lepa hvala tudi vsem za sodelovanje sedaj pri svete maše, torej bravcem, pevcem, obeh zborov, mladinskega in pa odraslega in vsem, ki kakorkoli pri tem sodelujete, torej Bog povrnil. Sestre, hvaležnostjo torej končujemo to sveto mašo, naj nas ta Božji blagoslov, ki ga bomo prijeli, spremlja na poti našega življenja, da bomo vredni Jezusovi učenci. Gospod z nami, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Amen.
Spoštovani, spoštovani gospodje, s tem smo zaključili današnjo slovesnost, blagoslov. Sedaj bi vas radi vse skupaj povabili, da se z nami malce podružite, da nas zdravite, da kaj prigriznete in seveda, da se skupaj sprehodimo po tem obnovljenem pokopališču. Prijeten dan vam želim še naprej in naj vas spremljata mir in blagoslov, pa dajte prav vsakemu dnevu priložnost, da bo vaš najlepši. Srečno!